Boš utilizati to mizo, Šampanjco dočeli. Ni bil sploh šampanjce, je bila ena čodra, žla pozdrav. Iz Ljubljanskega studia 136, to so vesti, na vesti, niso to, ampak so... A veš ti, da sem jaz mogla 3 tedni svet včeraj, tako je bila, fuj, kak je bilo nagrabljeno, ampak res. Lahko ne, prosim. Dober dan, uroče je, politični ueljaki so prodali prve odzive na najnovejšo verzijo predloga Olja Rehna o določitni meje med Slovenijo in Hrvaško. Premijer Borut Pahor je tako povzel vladno stališče in dodal še osebni pogled. Reči ko rečeš črešna. To pa lahko rečem v imenu vlade izrazim zadovoljstvo, da se je komisar odločil nadaljevati proces, da je držalo to, kar smo mi pred časom menili, da ni šlo za to, da se prvi predlog vzame ali pusti, da je sprejel določene amandmaje, da jih je treba sedaj natančno proučiti, ne samo v okviru vlade, tudi z vsemi predstavniki parlamentarnih strank in moje zelo osebno stališče, potem ko sem se s tem vprašanjem ukvarjal praktično skoraj polnih 20 let, da je to približek tistega sporazuma, ki je zelo, zelo blizu tistemu, kar si zdaj v danih okoliščinah, glede na 18-letno prakso neureditve tega vprašanja, predstavljam kot nekaj, kar bi lahko bilo pogoj ali osnova za končni sporazum, ki bi pravično uredil meje. Jaz pa ne zastopim, kaj pa ti tako na dolgo, pa na široko govori, bi se pa le dalo v enem stavku povedati, ali pa v teh besedah, ali da. Kaj smo rekel? Ja, si noben ne ve, kaj je rekel, ti veš, kaj je rekel? Ne. Ti pa malo zašvapi, pa povej, pa tik je vsem, kaj je rekel. Predsednik ZDS Janez Janša je nad predlogom malce manj navdušen. Jaz tudi ne bi bila navdušena, če bi ti imela zapovedati, pa tik nič ne bi povedala. Zdaj, če res ni načela pravičnosti v tem predlogu in če znotraj okvira ni zelo jasno nakazane možnosti, da Slovenija dobi teritorialni stik z mednarodnimi vodami, potem mislim, da ne bo vprašanje samo Slovenska demokratska stranka, ampak velika večina parlamentarnih strank. Mogla gori, da veš, kolodon tam je zmanjkalo danes, gleda. Sledi še obvezno mnenje prvaka SNS Zmaga Jelinčiča. Predlaga mirovno konferenco o nekdanji Jugoslaviji, ki pa naj bi se speljala v okviru grškega parlamenta. Marija si pa šlamprasti. Grškega parlamenta. Šlamprasti. Soda bikarbona je tudi v redu, boj, da namesto zobne une paste. Ta predlog moramo zavrniti, ker ti gre za navadno svinjarijo, ki je v bistvu še ena od hrvaških potez. Mislim, da je potrebno narediti mirovno konferenco o nekdanji Jugoslaviji, s čimer se strinja bivši zunanji minister Grčije, gospod Pangalos, ki mi je poslal dopis. A veš ti, da sem včeraj zajca ven sposla, pa hodim tam po travi za njemu, ne resu, na enega takega velikega črnega imam pa enega malega sivega. Ok, prisluhnimo zajcem. Nisi se videl, še kaj se hitro oni dodajo, pride pa je konc. No, ampak, veš kaj sem ti hotel povedati, takele male bobeke serijajo. Veš kak so smešni, pa tako, veš kak koza dvigne repa. Dobro, ok, pustimo dost... Ne moreš pred enkrat pogledati. Bom prišel Sam je pogledati, treba pucati, kakaj... da bi prišel pucati, ko se vrdi. Ja, res, pa Koreje pa nesi sebo, ali? Koreje moraš vse uprniti. Prometni minister Patrik Ulačič je sklical sestanek na temo zastoj na cestah. Ulačiču se je po sestanku z vodilnimi iz Darsa in DDC-ja izkristaliziralo, da so slovenske ceste poddimenzionirane. Zato so sprejeli 2 dela rešitvenega načrta, dolgoročnega, ki temelji na spremembi resolucije o nacionalnem programu izgradnje avtocest, in kratkoročnega. Slednji predvideva bolj ažurno obveščanje o zastojih in večji nadzor nad A ti lahko od tih zastojih pol neka pojem? Lahko, ampak ne zdaj, obnovitvenih del. In k bolj atraktivnemu vprašanju za SDS Števec, ki prešteva kadrovske menjave. Ulačič. To je kao menjava teme. Ulačič o morebitnih zamenjavah na Darsu. Ok, zdaj pa ti spust posnetek. A veš zastoj, ali se izpeljem zanč, pa je treba, pride ena krava, gre na cesto, bila je pa simentalka, ne se zabavati, ko sem zanč eno videla, ko je šla pri sosedah nekam. Se je ustavila ta prasica, pa sploh ni. Torej, to ni moja naloga, to je naloga nadzornega sveta. Moram pa povedati, da nisem zadovoljen s tem, da moram jaz danes te stvari razlagati, ko bi oni lahko že proaktivno delovali med tem, ko so mogoče videli
da so preveliki zastoji, ki nastajajo zaradi obnov. Pa grem jaz tam pa gledam kravo, pa dobro, krava sti pretegne, malo simentalke so pa le take fajne sorte. Pa odziv prvega moža uprave Darsa, Tomislava Nemeca, po sestanku. Spusti ono, kako, až klof naredi. Dobili smo dansko podporo, pa tudi nalogo, da v naslednjih dneh povežemo vse te aktivnosti, ki jih deloma že izvajamo, dodamo nekaj novih in pridemo do nekega reinženiringa celotnega procesa obnov, ki se bo, vsaj verjamem, na koncu odražal vsaj v nekaj odstotkih, bo nekaj ali pa vsaj nekaj 10% manj čakanja, manj ur, ki bomo vsi skupaj čakali pred morebitnimi zaporami. Če ti na zjutraj stopiš v kraju, ki je to zdravo, mater, ti jaz pojem in so to vsi govorili. Bica mi je povedal, kaj? A zastopiš, sam še to ti pojem, ampak moraš pa... Naj vas za konec sage Slovenija ljubi asfalt pomiri vodilni DDC-ja Ljubo Žnidar v odgovoru na vprašanje, ja, če bo v prihodnje manj zastojev. Mora biti pa le frišen, če ne pa nima smisla, mora biti frišen, pa sredi enega travnika mora biti. Samo moraš pa da ne stopi. Kravjek, ta suh ni več v redu, ta frišen je pa tak nor, pa tercej. Vse gre beg, gripa, angina, sifilis, vsega se znebiš. Poglejte, zdaj po eni strani, ker bo cestno omrežje iz leta v leto starejše, je pričakovati, da bo iz leta v leto več teh obnov. Po drugi strani bomo pa ravno z tem optimiziranim pristopom prispevali k temu, da bodo tudi te čakalne dobe na določenih odsekih le krajše. Sem jaz prebrala, že tigrco naprej špiro, pa tako vem, da te utrujam, pa tako meni vsi pravijo, da jih utrujam, pa jaz ne zastopim, kaj pa te narobe, če človek rad govori, ha? Poslanec SDS Andrej Vizjak je zavrnil navedbe predsednika stranke Zares Gregorja Golobiča, da naj bi bila SDS upletena v afero Ultra. Povedal je, da je anonimko Ultra so ni čiki, ala? Ne, Ultra. Povedal je, da je tih bo, da berem, da je anonimko prejel kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ SMS, sporočilo je pa predsednik uprave DZS Bojano Petano poslal na isti dan, ko je bil prispevek v Ultri objavljen tudi na TV Slovenija. 10 € mi daj, ne? Ne, odločno zanikam. In tudi SDS ne stoji za celo afero Ultra, Hram Holding, krediti? Seveda, poslušajte, lejte, za to afero stojijo tisti, ki so na eni strani kredite odobrili in ki so kredite dobili. Zdaj pa povejte, ali je na katerikoli strani SDS. Nič nam rekla, sploh zdaj, takoj zdaj, 1, 2, 3, 4, 5, stop. Beri, ne? Govori. Janša je zavest komentiral zadnje politične javnomnenjske raziskave, po katerih SDS prvič po menjavi ob koritu vodi pred SD. Pa dobro, no kak ded, pa si jo ne boš takle bral tole, pa brez veze boš takle bral, pa boš govoril tako ded, da ne boš Lepo je bilo, govoril dokler je sploh. trajalo. Z tega vidika mora biti tako rezultat volitev v Evropski parlament, kot tudi te ankete, ki prihajajo, strnitveni signal za vlado. To je v tem trenutku največ, kar si lahko obetamo. Vendar pa po tem sestanku vladne koalicije na Brdu, kjer so ponovili nekatere stare obljube, nič ne kaže, da bi prestavili v peto brzino. In vrnimo se še za nekaj sekund k Pahorjevi navdušenosti nad Renovim predlogom. Pa seveda, jaz bi bila tudi gmajtna, če bi meni Ren kaj predlagal, a veš, še bolj bilo, če bi predlagal kaj takega konkretnega. Če bi moral izbirati med Haaškim sodiščem, ki bi dopuščalo možnost načela exequat bono, in sporazumom, ki ga imam možnost neformalno seveda kot predsednik vlade proučevati, potem bi se odločil za drugo možnost. Slovenija, 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 kulturac. Blato se bliža ali bliža se blato? Drek je blato. Ne, blato, Rokotočec. Franci Kek, ki je kljub aferi Ultra še vedno prva sila festivala Rok Otočec, o povabilu svojih poslanskih kolegov v ta blatni raj. Ja, jaz sem povabil vse, ampak sem jim tudi povedal, da se ne kupijo stopenco. Zdaj, plača je lepa, tako da drugače pa mislim, da so poslanci bolj teh let, ki grejo zaradi blata v Olimije, po četrtek. V zadnji oddaji Izštekani Jureta Longike so nastopili koroški glasbeniki Džazu. Korošci! A si ne čul ti to? S katerim je kot gost nastopil mlad vibrafonist Vid Jamnik. Resno, na? Vidiš, takle se širimo mi okolo po svetu, pa tak pravim, jaz tak je treba. Kada vas ni nikjer? Ni nas nikjer, je bil vas, da nas...
pač mi pomeni nekaj, kar marsikdo ne bi rekel, da je nagrada, no. To, da lahko igram z zelo dobrimi, znanimi jazz glasbeniki, no. Drugače pa tako tekmovanj, pa verjetno mednarodno tekmovanje Euritmija v Italiji. Ker tam okolo so mahedrali, vas rekli, nem peko, čevapčičev, ko bo zihar se vscalo, vas rekla, grta, poglej Marija, ne vidiš kako zvest. Še vreme? Benga deža ni bilo pol na koncu, tako je imel gasilske veselice, to se sam denar oborača, namesto da bi kaj naredili, pa okolo se malo obrnili. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti, uvesti na uvesti. Ostanite še naprej z nami. Jaz grem, če hočete pa moš poslušati njo. Se ne bo šel, on sem pravi, da bo šel, pa tek zmerom bolj nazaj pride, pa tek vam jaz povem. Kam pa te greš, na, sem zdaj naredila malo. Kam pa te greš ti, na?